Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Prejle smo že povedali, kdo in zakaj. Bojan je ponovno z nami. V studiu si bil? Ja, kako dolgo se že nismo videli. Ja, kot vokalist. Ne? Ja. Imaš tonsko vajo kot vokalist ali je si tisti, ki pride tik pred koncertom? Ne. Mi pridemo vedno skupaj. Nujno tonska vaja. Drugače, kak inštrument? Kitara včasih vzameš v roke, ampak pri Joker-outih? Ja, pri Joker-out igram kitaro tudi, ja. Ne pri vseh komadih, ampak tam, kjer je treba neko tako osnovno podlagico dati zraven, da lahko fanta prčkata po svoje, tam jaz pridem. Ste se nekako zdaj v ekipi tako ustalili, nekaj je bilo sicer kadrovskih menjav. Ja. Ste našli zdaj to jedro, katero bi lahko furalo naprej? Ja, absolutno. Prej si omenil tudi, da se boste lotili tudi tujezičnih komadov, če je mogoče skrivnost, v katero smer bo kaj šlo? Ja, probali bomo nekako premik na Balkan. Ne, zaštartati. Ampak seveda z novimi komadi, ne z na novo posnetimi, ki jih imate že na plošči, ne? Pa zares sem se lotil adaptacije že obstoječih komadov in ene zadeve delujejo res super. Okay. Tako, res dobro. Ko smo že pri plošči, ki je išla, 3 plošče bomo podelili, ki jih boš vsaj ti, če še ne ostali člani benda, tudi podpisal. Vsi so jih podpisali. Vsi so jih podpisali, torej kaj? Nekako na umazane misli, ne? Ali kaj si rekel, kaj naj poslušalci napišejo? Ja, ne vem, rekli smo, da nam razkrijejo svoje najbolj umazane misli. Ja, in potem čez 15 minut, tako da dobrih 15 minut časa imate, bomo skupaj z Bojanom torej pogledali, katere umazane misli bi lahko zmagale. Tudi sodelovanje z drugimi bendi. Sam ti recimo si sodeloval tudi s Strasbergerjem, ne? Sta imela en tak duet oziroma projekt. Ja, s Strasom in Smurfjev sva naredila ta projekt 1 na 1 in v bistvu je bilo res zelo fino, uživala sva. Bi rekel, da nikakor ne bi tega zamenil za to, kar imamo z bendom in vem, da tudi on ne bi. Je pa en tak lušten intermeco, če ne drugega za najne možgančke, da se malo spihajo. Kako je drugače sodelovanje vseh bendov, recimo tako na sceni, ne? Dobro se je seveda povezati, ne? Nekako se publika lahko potem tudi poveže, če imate več nastopov skupaj. Ste glasbeniki te mlajše generacije, zdaj če rečem, ste povezani, obstaja kakšna konkurenca? Absolutno smo se, kako bi rekel, lotili tega dela zelo skupinsko. Mislim, da smo dojeli, da se med seboj lahko samo podpiramo in si gradimo publiko in si širimo obzorja, ne pa obratno, ne. Helena, kako graditi publiko in širiti obzorja v teh časih, ne? Mi dva smo takrat še odraščala ob MTV-ju, ne? Bojan pa ima YouTube pa Instagram ali kaj. Ja, tako je to bilo. Še mogoče kakšna druga platforma, ki se jo mladi dan danes poslužujete? Ja, zdaj je praktično ta zabavni spletni trg se nam zdi vsem prevzel TikTok, ki ga pa dejansko ne razumemo in smo se ga zdaj lotili učiti, kar je kar čuden, da se moramo tudi mi zdaj učiti že neke platforme, ki je v resnici čisto sodobna z nami, ampak je toliko drugačen koncept od ostalih stvari, na kjer smo mi navajeni, da se počutimo prav malo zastareli, ko to scrollamo. Vsebina za TikTok je pa tudi malce drugačna, ne? Zato verjetno tudi z tega področja človek potrebuje malce dodatne izobrazbe, ne? Mislim, zelo je prilagojena temu načinu življenja, v katerega pač gremo kot družba, vse mora biti jasno v prvih 3 sekundah, tako da ni nekega časa za razmislek oziroma za uverturo. Pač, če jih kupaš v trenutku, ko pogledajo v telefon, si jih kupil, če ne, so te pa že prodali. Ja, je čas šel. Ja, tukaj bi jaz recimo navezal na vprašanje. Plošče so se včasih delali kot zgodba, ne? Če si dal Pink Floyda gor, recimo, je bila zgodba, ne? Od prvega komadi so se prelivali. Vi ustvarjate single ali ustvarjate album? Ja, naša plošča definitivno ni tematska. Se pravi, ne bi rekel, da ima neko rdečo nit, kot pri Floydih, ne? Ampak nismo se pa lotili albuma, kot dajmo delati single. Je pa pač zaradi korone bilo tako, da smo mogli izdajati pač single po single ven, ne? Ker se nam dejansko ni splačali, niti nismo hoteli izdati albuma, ker smo pač hoteli, da ga predstavimo recimo v živo v Cvetličarni, kar 1 leto nazaj definitivno ne bi bilo možno, ne? In v resnici se nam je tudi zelo splačalo, da smo šli igrati to igro,
zaradi tega, ker smo pač z vsakim singlom posebej dobivali neko medijsko prepoznavnost, gradili smo na tem, tako da smo lahko ustvarjali neko 1 leto pa pol dolgo zgodbo. Ne. Ampak vsekakor, ne, plošča v neki fizični obliki, zdaj so popularne znova vinilke, ne, je tudi za vas nekaj, kar lahko daš na polico, ne, da ni samo nek digital download. Absolutno. Pravzaprav smo dejansko ko smo bili v placu, ne, in ko je bilo konc albuma, smo rekli, ni konc, dokler ne bomo držali CD-ja v rokah. Tako da ni nam zadostovalo to, da je na streaming platformi, ker je pač vse skupaj po oblakih, ne. Če nekdo klikne delete na nekem serverju, nimamo več tega albuma. Tako da zelo cenimo to, da ga lahko držimo, pa povohamo, pa damo na player. Ja, pa nekomu preneseš, pa rečeš, ne, no kaj pa je Bojan delal zadnje 3 leta, Tako. Pa reče, oče, vidiš, to je pa plata. Ne. Ja, zelo so ponosni naši starši in imajo vsi CD-jke za deliti. No, evo, glasbi se vrnimo zdaj, tale je po tvojem izboru Boney M in Rasputin. Radio SI, Main Stage. Tako, zasedba Joker Out od 10:15 naprej, live stream, Bojan še zdaj z nami v studiu. Izven etra smo se pogovarjali ravno o projektu Boney M. Frank Farian, Nemec, takrat vse sam posnel, na oder pa postavil profesionalne igralce. Ne. V bistvu je bil digitalni medijaž pred digitalnimi mediji, ne. Fejkal je na polno. Ne. Ja, kar genij. Kako gledaš ti na človeka, ki sam ustvarja vse? Recimo Lenny Kravitz je v zadnjih letih zelo izpostavljen, ker vi ste konec koncev band in delujete kolektivno. Kaj pa nekdo, ki vse sam dela? Ja, jaz bom rekel, da ves respekt seveda dam takmu človeku, ne. Se pravi, moraš biti nek multi-instrumentalist oziroma razumeti glasbo na mnogih nivojih, ampak se mi zdi, da je ta proces delanja glasbe v skupini zelo bogat, ne zaradi te glasbe, ki jo narediš, ampak zaradi nekih teh vseh čustev in povezav, ki jih ljudje imajo med sabo v tem procesu. Ne. Pravzaprav sem izjemno vesel, da delamo skupinsko in da karkoli se zgodi, kamorkoli se obrneš, imaš ob sebi še 4 ljudi, ki so vedno ob tebi. Kaj meniš, Helena, bodo Joker Out eni izmed tistih, ki bi lahko v Sloveniji v prihodnosti živeli samo od ustvarjanja svoje glasbe? Glede na komentarje, ki prihajajo na našo Facebook stran in pa Instagram, ne, v lovu za 3 CD-jke, brez dvoma. Ja, na te umazane misli je kar tako ena zanimiva reč. Ne. V bistvu je bilo enkrat vprašanje, ne, ko smo se o glasbi pogovarjali, ali so Joker Out rockerji ali so šminkeri. Ne. Ja. Kaj ste? Pa glej, mi se sploh ne želimo žanrsko opredeljevati, razen Shagadelic rock'n'roll seveda, ampak jaz bi rekel, da glede na našo bendovsko postavitev in glede na zvok, ki ga imamo, jaz ne vidim sploh, kako ima nekdo problem to oklicati rock, ne, pač nismo Guns N' Roses rock, ampak smo pač tak nek bolj Brit rock'n'roll, ne. Smo pa pač mladi, očitno objektivno prikupni in nas to v očeh mnogih postavlja v šminkeraj. Hvala lepa. Ne, morda so to glasovi, ki pač zavidajo, ne, se veš. Nekdo, ki je ponavadi vedno rekel, glej ga šminkerja, ne, si je želel morda takšno jakno imeti, pa je ni imel, ne, ali kaj podobnega. Ampak ne, saj poanta je v tem, da je kombinacija vseh žanrov in ta, ne, vaša glasba je na nek način tudi plesna glasba, ne. Absolutno. Ne, tako si dokazal tudi na zadnjem Frišno, ne, ko ste kot Joker Out nastopili, čeprav si bil na odru samo ti, kako je bil to dogovor? Ja, pravzaprav smo bili poklicani v tem slogu, da bom jaz odpel z Big Bandom, ne. Fanti so sedeli v publiki in smo se konstantno gledali in se smejali en drugemu. Bilo je pa zelo zanimivo in krasno. No. Ampak ta Big Bandovska izkušnja zate, recimo? Je sodelovati z enimi tako zelo profesionalnimi glasbeniki, ki so res že veliko odigrali in naredili v svojem življenju, je vedno lepo. Ne. Tako da si želim, da bi še kdaj stal z njimi na odru, upam pa, da naslednjič bomo vseh 5. No, no, ampak recimo, čisto drugače recimo je pesem zvenela. Ne? Kako gledaš na lastno, oziroma gledate kot band na lastno pesem, ko zveni Big Bandovsko? Je nekaj čisto drugega, ne? Ja, drugače, posebno je, meni še zmeri veliko bolj všeč naša izvedba, ne? Ampak mi je bilo hudo, no, kaj je Jan rekel,
Stari le to, Grašič igra mojo linijo. Ja, ne, jazz kitarist pri Big Bandu. Dobro, naslednja glasbena varianta prihaja in tole bodo Jet Black Diamonds. Ne? Vidiš, kako se mi zatakne. Joker Out mi gre čisto lahko z jezika, ampak Jet Black Diamonds. Dober bendič, zelo svež. Zmagali na Showrocku? To ne vem, ampak vem, da sem kliknil na YouTube ta prvi komad, ki so ga dali ven Retro Anorak. In še en zelo Brit band, zelo so me spomnili na te Oasis pa Blur čase. In tudi fantje so taki mal brez izrazni obrade. Naravni, ne. Prisluhnimo in pokomentiramo potem. Radio SI Main Stage. Tako 37 minut, še dobre pa ure do koncerta zasedbe Joker Out, live stream na frekvencah Radia SI. Predstavili boste album torej, ne? Predstavili bomo skladbe iz albuma, ki niso izhajale kot singli. Aha. In pa mislim, da še umazane misli bomo odigrali. Ampak boste izdali vse kot single ali so nekateri pač, ki bodo ostali na albumu? Ali še ne ve? Predvidevam, nismo še 100%, ampak predvidevam, da definitivno ne bodo vsi singli. Kaj pa recimo vrstni red komado, ne? Kako pridejo na plošči? Ja. Kako ste se to dogovorili? Ali je to producent kaj narekoval? Ali... Ne, tukaj smo pa nekako sami naredili en krajši sestank in mal probali potovati skozi ta album, tako zvočno kot bi rekel po zgodbi. Začeli smo z Golo, če se ne motim, in končali z Omamljenim telesom, ki je v resnici prva skladba, ki je šla, če gledamo časovno iz tega albuma, ampak se nam je zdelo, da ima nekak tak udaren konc. Tisto vmes je pa, kakor smo si mi začutili to zgodbico. Recimo, ko si doma poslušaš CD-je, ne? Stisneš play, pa greš od začetka ali daš random shuffle, pa se pustiš presenetiti, ne? Ne, CD od začetka. Od začetka. Ja. Se pravi, si eden izmed tistih, ki začne na začetku in potem... Iskreno sploh nisem vedel, da obstaja možnost na CD-ju dati shuffle. Ja, random ali pa shuffle. Ne. Je pa res, da zdaj pri teh sodobnih playerjih se to več toliko ne uporablja. Morda je to ena taka dinozavrska. No. Res nisem vedel tega. Kaj pa plošča? Vinilka? Vinilka pa absolutno. Če bo prišla? Bo. Verjetno bo seveda limited edition, ne? Tako je. 2 bosta zunaj. Ena za Bojana in druga za oboževalke, ki bodo prišle na vrsto. Torej, mi se bomo izmenjevali, veš, en teden vsak. Vsakega gosta ali gostjo imamo tukaj par zanimivih vprašanj. Helena ti bo razložila, kaj in kako. Igra, če ji lahko tako rečem, je povsem preprosta. Prva asociacija, ki pride na pamet, jo podeliš s poslušalkami in poslušalci Radia SI. No pa da vidimo, če si grozen ali kaj drugega. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Zbudim se, zaspim nazaj še za maksimalno časa, kakor lahko. Mogoče 2-3 minute. Si eden tistih, ki ima več alarmov? Absolutno. Je glasba edina delovna in prostočasna dejavnost, aktivnost v tvojem življenju? Recimo. Kako pa je zate videti dober dan? Kako je zate videti dober dan? Dober dan, tako. Ja. Evo takole, pogledam čez okno in vidim, da se bo danes naredil sonček na nebu. Bojan in šport, in če da, katera zvrst? Nogomet. Si ga kdaj treniral? Sem. Kako dolgo? 10-11 let. Vidiš, jaz bi bolj rekel, da je on bolj za fuzbal kot pa nogomet. Če bi izbiral glasbeno prizorišče za Joker Out v Sloveniji in pa v evropskem prostoru, katero prizorišče bi to bilo? V Sloveniji bi rekel stadion Bežigrad, v Evropi pa Ušče. Kdo v bendu je največji romantik in kdo največji realist? To pa ne vem. Mogoče bi rekel, da je največji pragmatik Chris. Kar se pa romantike tiče, smo pa vseh 5 absolutni srčki. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Trenutno berem Ljubezen, življenje in smrt od Lennona. Je kaj takega, česar o tebi ne vemo? Marsikaj. Ja, če bi se danes srečal kot srednješolca, pa to ni tako daleč nazaj, ne? Kakšen bi bil recimo
nasvet, ki bi si ga dal? Maš to, nič ne spremeni. To je to. Dobro, ne, Lennon bereš, ne? Ja. Lennon, McCartney, Richards, Jagger. Ja. Kaj ti je bliže? Lennon, McCartney. Zakaj? Zaradi tega, ker mi je glasba Beatlov in sploh osebnosti njih veliko bolj blizu. Toliko zelo uživam v njihovih intervjujih, pravzaprav sploh ne vem, če obstajajo bolj smešni ljudje, kot so bili Beatli. Se pravi, misliš v tej neki direktnosti in iskrenosti in pač bodi to, kar si, ali kako? Recimo, ja. No, Peter Jackson, poznaš tega režiserja, Peter Jackson. Ja. On bo zdaj... Mislim, da je bil že screening za znane ljudi. To bo ena zanimiva reč, ki jo bo on izdal, iz ne vem koliko ur snemanja v studijih, bo prišel. On je dejal, da to ne bo dokumentarec, ampak bo kolaž. Ja. Ampak tisto, kaj pa mogoče kakšnega glasbenika moti, pa je, da je na vseh teh snemanjih bila prisotna Yoko Ono. Si opazil to? Ja, sej to je pravzaprav, se mi zdi, da kar zgodba okoli tega filma je ta, da so Beatli takrat že res razpadali na polno. In ta film bo bojda prikazal ta skrhan odnos teh 4 popolnih fantov. Ja, ali bi bila ta gospa res tako z močno energijo včasih s prsti nad 4, ampak bilo je, kar je bilo. Muzika pa je ostala. Ja, no, Joker Out, ko smo se pogovarjali, tudi izven etra ste prijatelji in nekako daješ temu prednost pred solo kariero, recimo, Zdaj pa si predstavljaj, vas 5, kemija štima, imate se fajn, potem pa si nekdo pripelje, Joko. Ja, mi smo se zmenili, da ko pride Joko, jo dejansko tudi vedno tako poimenujemo. Imamo vedno pač, Joko je prišla. In potem moramo Joko čim prej sanirati. No, vse to je, kreativni proces ustvarjanja glasbe je svoje vrstna reč, ki je morda v vašem primeru za 10 oči, Ja. Ali pa še kakšne producentske zraven. Dobro, zadnji komad, ki bomo danes slišali, je Lizzie McAlpine, You Raise Me. Jan. Tudi sodobna muzika po izboru Jana, morda se ti sanja, zakaj? Jan je en tak zelo zanimiv fantič in rad posega v različne glasbene žanre, raziskuje. Jaz ne poznam te njegove izbire, ampak evo, zdaj jo bomo slišali. Ok. Radio SI, Main Stage. Tako, Joker Out od 10 in 15 naprej. Umazane misli, 3 albume na Facebook strani Radia SI že lahko komentirate. Aleksandra, recimo, en komentar. Kaj ona razume kot umazane misli. Moje umazane misli so, da bi se z Bojanom srečala v fitnessu ali pa celo v savni, potem pa je sama sebi komentirala, več pa naj ostane skrivnost. Več pa naj ostane skrivnost. Koliko pa je tle še za razkriti? Ja, ne vem, morda je mislila samo osnove, pa ti misliš kaj nadaljevanje ali kaj? Ja, ne vem. Jaz mislim, da umazane misli načeloma morajo ostati pri lastniku. Dobro. Pri misli dejanja so pa potem stvar 2 ali več ljudi. Dobro, jaz predlagam, da te komentarje zbiramo še naprej in da mi čez kakšno uro to izberemo, da ne bo kdo rekel, da nismo dali dovolj časa. Zmenjeno. Zasedba Joker Out, torej danes live stream Radia SI, kaj kažejo načrti za naprej? Zdaj se seveda s koncerti je malce morda ustavilo zaradi aktualne epidemije, ampak kakšni so načrti? Načrti so, da se februarja podamo v studio v Šentjernej in ustvarjamo tam kakšen mesec. Torej, druga plata, In septembra je plan, da jo predstavimo v Križankah. Se pravi, kakšen mesec, si predstavljaš? Torej se boste dobesedno zaprli v studio ali kako? Tako, živeli bomo v studiu. Zdaj pa je povedal, kam grejo, si slišala? Ja, pa to ni izjemno velik kraj, Tako je, se razume. Je pa več Šentjernejev, kakor jaz vem. Ja, pa tudi ampak Slovenija pa je majhna. Torej, koliko ste samostojni pri ustvarjanju glasbe in koliko ima glasbeni producent na koncu roko čez vašo glasbo? Pri prvem albumu je imel Žare zelo veliko prstov vmes, predvsem pri dejansko temu, da nas je
pripeljal do zvoka, ki ga ima vsak posameznik na svojem inštrumentu. Prisilil nas je, da se poglabljamo vase. Mene kot pevca je popolnoma razdrl in me sestavil, oziroma pač pustil, da se sam sestavim iz nule. Tako da jaz bi rekel, da v resnici je imel zelo velik zraven. No, ker če gledaš, vi ste mlad band, imate svoj zagon, imate svoj talent, pa vas producent na novo nastavlja, ne? Pol imaš pa te svetovne zvezde, ki v zadnjih 10 letih vse hodijo k Rick Rubinu, ne? Nekako. Chili Peppers in Metallica, vsi so na koncu pristali in rekli, gledajte, ne, očitno Rick, mi smo utrujeni, zdaj pa iz nas potegni ven, ne. Ja. Torej, kako je potem, ne, če je nek band skupaj, ne, 30-40 let in gre na koncu do producenta, ki je v muziki tudi že 40 let, pa ga lahko reši. Kaj je to, tista poslušalčeva varianta, ki jo ima producent v sebi, ali kaj je tisto, da lahko potegne iz benda? Ne, kot nek glasbeni kritik ali fan, ali kako? Kako vidiš ti producenta? Ja, producent je pravzaprav, tako kot si rekel, največji kritik, ki ga imaš lahko. Če ni, potem ni dober producent. In predvsem mora biti to človek, ki se ne sme bati raziskovanja. Torej, takrat, ko mi mislimo, da smo prišli do nekega, bom rekel, vrhunca tega, kar zmoremo, on reče, dajmo mi še enkrat razmisliti, pa vrže kakšno kost, ne, da se potem malo stepemo okoli te kosti in potem imamo sam tisti eureka moment, ne. Pa res smo lahko šli še naprej. In on zelo dobro ve, kdaj pa smo potem prišli do tega, kar smo rabili. Ni večno iskanje boljšega. Začut pa, da nismo prišli do maksimuma. Dobro, ampak v redu je, da vi razumete, ne, da je to pomoč, ne, da je to za nek skupen dobro za muziko, da bo na koncu nastala in se slišala dobro, da ne gre za to, ja, gleda, ta star je pa spet, ne. Ja, mislim, ni preprosto. Jaz sem parkrat šel iz studia objokan dejansko, ali pa s kakšnim manjšim živčnim zlomom, je pa pač to obvezen del tega. Dobro, Bojan, kot si dejal, zaprli se boste v studiu, nova plošča bo nastala, upamo seveda, da se čez koledarsko leto zadeve toliko umirijo, da ne bomo rabili iz meseca v mesec ali pa iz tedna v teden razmišljati, ali koncert bo ali ne, kot je bila tudi Cvetličarna prestavljena, no, zdaj ste kako ujeli še zadnji vlak. Hvala za obisk. Helena, še imaš kakšno pod vprašanje mogoče? Jaz sem v nizkem štartu, tako da bi šla kar v smeri koncerta počasi. Odlično. Nizki štarti, ne, prej si dejal, da si igral tudi nogomet. Nizki štarti so lahko nevarni za gleženj, ne? Za cel spodnji del od kolena dol. Tako. Sam videospot je pri vas tudi osnova, to sem še želel vprašati. Je videospot nujen del, nujen dodatek glasbi? Ja, ko izdajamo single, imamo to srečo, da smo v svojo družino sprejeli Marka Pirca, ki je video ustvarjalec. In tudi, če bi si mi zaželeli izdati pesem brez spota, je on tisti, ki bo rekel, ne, pa ne boste, bomo naredili, ne. Tako da, ja, zelo radi vidimo, da ima naša audio zgodba tudi video zgodbo zraven. Dobro, Bojan, hvala lepa. Video zgodba, torej od 10:15 naprej, tudi live stream Radia SI, iz tega bodo nastali potem tudi tile live video spoti, če temu rečemo, tako da hvala za obisk, na dober vokal in dober performance. Hvala za vabilo in hvala za lepe želje, ja. Jih bom rabil. Radio SI Main Stage.